Hojla, dragi moji. Danes sem se odločila, da bom posnela video v zatečeni situaciji. Kaj to pomeni? To pomeni, da imam tukaj točno te stvari, ki jih počnem danes. In sicer filam papriko, pa ne eno papriko ali pa dve, filam jih res ogromno. Tako da bo to pojedina še za ozimnico. Zakaj sem se odločila v taki situaciji sredi dela posnet video? Zato, ker bi vam rada pojasnila eno stvar, ki jo mi mogoče si narobe razlagamo. In sicer govorila bom o delu na sebi. Zelo velikokrat dobivam od vas, sploh od žensk, a ne tudi od moških, ampak večinoma od žensk, kako naj prepričam mojega moža, kako naj prepričam mojega partnerja, ali da vas bo poslušal, ali da bo prebral vašo knjigo, ali da bi šel z mano k vam na terapijo, ali da bi sploh prišel na kakšno predavanje, ali da bi naredil kakšen webinar. Skratka, zelo, zelo veliko enega dela okrog tega, kako bi partnerju pač dopovedali, da je res pomembno, da dela na sebi. Danes bi pa jaz rada govorila v resnici o tem, kaj v resnici je delo na sebi. Delo na sebi je to, da se nehamo ukvarjati z drugimi in se začnemo ukvarjati s sabo. To je prvi korak, ki ga moramo narediti, zato da lahko rečemo, da delamo na sebi. Ta prvi korak je povezan s tem, da iščemo svoj delež v odnosu s partnerjem. To se pravi, kaj je moj delež v odnosu s partnerjem. Glejte, teh stvari ne govorim na pamet. Veste, velika večina vas ve, da sva jaz pa Albert bila zelo na nitki, da sva že razmišljala o tem, da greva narazen, da nama ni šlo zmer tako lepo in gladko, kot zgleda, da nama gre zdaj. Še zdaj rešujeva neke stvari in se ukvarjava zelo intenzivno z najinim odnosom. Ne drug z drugim, ampak to, kakšen je najin odnos. Nama je zelo pomembno. Ena stvar, ki sem jo najprej nehala delati, je, da sem nehala nabijati in težiti Albertu oziroma gojiti misli v glavi, da če bi on bil drugačen, bi jaz bila srečna. Ker te misli, ki sem jih gojila v glavi, so bile bistvena stvar, ki so vplivale na to, da najin odnos ni bil okej. To, da se je Albert začel umikati, da si je našel različne izhode, da sem jaz pač se posvetila drugim stvarem, da sva postala odtujena, da je med nama nastala distanca. Oba sva imela takšne misli. Albert ni bil ustrezen zame, jaz nisem bila ustrezna za njega in to sva vlagala v odnos. To je bil najin vložek v odnos. In kar bi vam rada povedala je, da delo na sebi ni povezano s tem, da vi sedite, rešujete neke učbenike, cele dneve poslušate predavanja in delate razne webinarje in potem rečete, saj jaz to zdaj vem. To ni rešitev. Dokler vi ne naredite spremembe, dokler tega, kar veste, ne prinesete v življenje in ne začnete tega uporabljati, potem ne veste nič. Jaz recimo včasih, ko sem bolj v slabi energiji, pa imam občutek, da je slab dan, in to se mi je zgodilo danes, zato imam tukaj pač filano papriko oziroma papriko, ki še ni nafilana, in še veliko drugih stvari. Takrat vedno si prižgem Ano Bučević. In vedno, ko poslušam Ano Bučević, imam občutek, da jaz vse, kar ona govori, vem. To jaz pač vem, tudi zelo tako živim, zelo pazim na svoje misli, zelo pazim na moje cilje, zelo pazim na moj način delovanja in tako naprej. To se pravi, jaz to vse vem. Ampak dejstvo je, da vsakič, ko poslušam Ano, ko vse vem, pač si rečem, Leja, ne boš ugasnila. Ne boš ugasnila tega posnetka, ampak ga boš poslušala do konca in potem ga boš poslušala še 10-krat. Zakaj? Zato, ker prva stvar, ki sem jo jaz mogla pri sebi v življenju narediti, je bila, da sem mogla
stopiti ven iz svoje veličine, da sem mogla postati ponižna do življenja, da sem si mogla reči, Leja, pojma nimaš. Pojma nimaš. Začni raziskovati sebe, ker pojma nimaš, kdo si, pojma nimaš, kako funkcioniraš, pojma nimaš, kako razmišljaš, pojma nimaš, kaj doživljaš, pojma nimaš, kaj čutiš. In tisti trenutek sem se začela ukvarjati s sabo, kaj jaz čutim, kaj jaz mislim, kaj jaz potrebujem. To se pravi, ne kaj potrebuje moj partner, a ne? In sem začela delati spremembe. Verjetno se vam zdi noro, ampak te spremembe niso nastale tako, da sem jaz brala knjigo pa rešila vprašanje. Te spremembe so nastale tako, da sem se jaz izobraževala, da sem hodila na razne izobraževanja, poslušala webinarje, brala knjige, gledala videe, tako kot vi. Ampak tisti trenutek je bilo to informiranje. To se pravi, takrat sem jaz dobivala informacije. Potem sem pa s temi informacijami nekaj naredila in ta del je zelo pomemben. A vi nekaj preberete, pa potem pozabite, ali pustite, da ostane recimo vprašanje v vas? Recimo tipični primer je reševanje navodil za starše. Tista vprašanja, ki so noter, so vprašanja, da jih vi rešite, seveda so, ampak a dovolite, da vas ta vprašanja spremljajo skozi dan, medtem, ko recimo lupite, se opravičujem, suh zrak, vročina, medtem, ko lupite papriko, a je vaša misel to, kaj razmišljate zraven? Kaj razmišljate zraven, ko kuhate, ko pomivate posodo? A razmišljate o tem, kakšni so otroci, kako jih nikjer ni, kako se ne morete zanesti, kako partner noče na sebi delati, kako bo spet pač on se je šel fajn imeti, vi morate pa tukaj delati. Kakšne so vaše misli? Skratka, ko mi počnemo neke stvari, smo lahko osredotočeni nase, lahko smo osredotočeni na to, da razmišljamo o stvarih, ki jih preberemo, ki se jih učimo, da razmišljamo o stvarih, ki jih ne razumemo, da iščemo odgovore, a ne, preko nekega znanja, ampak to, da mi samo nekaj poslušamo, samo nekaj preberemo, z enim stavkom odgovorimo na eno vprašanje, to ni delo na sebi. Žal. Tako da, ja, rekla sem vam, da je bil danes moj dan na glavo. Imela sem občutek, da vse gre narobe. Sama sem, pokvaril se je bojler, gor imam goste v stanovanju, imela sem v planu, da bom zjutraj pač nafilala telih milijon paprik na dva različna načina, ker jaz si zmeraj naredim velike cilje, a ne. No, in potem je seveda se zgodilo to, da ker sem sama, sem se mogla znajti drugače in potem sva se s sosedom mučila, da bova popravila bojler, ker pač sosedu jih srečno uspelo, ampak to je pač trajalo 3 ure, a ne. In moj načrt se je podaril, čist se je podaril. In najprej sem bila jezna na Alberta, zato ker je včeraj omenil, da se mu zdi, da nekaj ni okej z vodo, pa sem si naredila film, da ni šel pogledat. Danes je šel pa v hribe. No, pa sem si rekla, lej, on se gre lepo fajn imeti, meni tle pusti celo sranje, ne. To je bila misel. Misel, ki sem jo takoj ustavila. Zakaj? Zato, ker jaz Alberta poznam in vem ene par stvari o njem. Vem, da ni brezbrižen, vem, da me ima rad in vem, da me nikoli ne bi pustil zanalašč v taki situaciji. In sem preokvirila te misli, okej, to se je zgodilo z nekim namenom, to bomo rešili, pač vsaka stvar, ki se pokvari, se da popraviti, itd. In potem sem začela se ukvarjati s paprikami in moj naslednji korak je bil, da se uravnotežim nazaj, da se zbalansiram. In meni je recimo zame, to vi se morate tukaj poznati, ne, jaz, ko nekaj počnem, recimo v gospodinjstvu, meni je gospodinjstvo zakon zadeva. Meni je to tako kot meditacija. Jaz takrat pridem v stik s sabo in se vprašam, Leja, kaj se je dogajalo s tabo,
kako si se počutila, kakšni so bili občutki, a to lahko rešiš, a bi drugič naredila drugače. Postavljam si neka vprašanja, ki vem, da mi pomagajo priti v stik z nekimi mojimi zgodbami, in temu jaz rečem delo na sebi. To se pravi, delo na sebi je veliko širše kot samo prebrati eno knjigo ali pa poslušati tale video, recimo. In za slovo, za zaključek bi vam rada povedala še eno stvar. Vem, da vam je težko verjeti, da bo partner drugačen, ko boste vi drugačno energijo vlagali v vajin odnos. Vem, da vam je to težko. Tudi meni je bilo nemogoče. A ne? Kako se bo zdaj Albert kar spremenil, če bom jaz, ne vem. Ampak posledično, lejte, sem jaz postala bolj prijazna, bolj tolerantna, bolj vesela oseba. Manj je bilo kritike v najinem odnosu. Velikokrat sem rekla, saj bova že zmogla. Ne? Ali pa sem se pohecala, ko je pač zamudil, pa sem rekla, danes ti pa ura narobe kaže. A razumete? Drugače sem obrnila stvari. In Albert je začel postajati bolj mehek in je raje prihajal domov. In ena razlika, ki se je zgodila, je, da me je začel poslušati. In ko sem mu jaz pripovedovala o stvarih, ki jih jaz počnem, pa o spremembah, ki sem jih jaz pri sebi naredila, pa o nečem, ki sem jaz pri sebi doživljala na nek način, je on posledično začel o sebi razmišljati. In na ta način sva se začela ukvarjati vsak sam s sabo, ampak s tem, kaj midva vlagava v odnos. A ne? Tako da vsi tisti, ki imate občutek, da vaš partner ne želi, jaz ne bi gojila tega občutka, zaradi tega, ker ne verjamem, da kdo želi živeti s kom skupaj, pa se imeti grozen. A razumete? Zato tudi prihaja do ločitev. Mogoče z tega videa, če si zapomnite, da je delo na sebi način življenja, in da ko mi nekaj preberemo, pogledamo, ni delo končano. Takrat se delo šele začne. In še ena stvar, takrat, ko imate občutek, se jaz to že vem, vztrajajte, ker če tega ne delate, potem pojma nimate. Nekaj so možgani, nekaj je naše telo, so naši občutki in nekaj je tudi eno dejstvo, kdaj mi posvojimo neko spremembo in kdaj vložimo energijo v to, da aktiviramo neko spremembo, v neko drugačno vedenje, v neko drugačno razumevanje in v nek drugačen način življenja. Jaz sem vam zelo hvaležna, ker komentirate spodaj videe. Zelo sem vam hvaležna, ker jih delite med druge, zaradi tega, ker s tem skupaj delamo lepši svet. In seveda stisnite like, pa naročite se na ta kanal, zaradi tega, ker bom zelo kmalu posnela spet kaj dobrega. Takega, ki boste lahko razmišljali v prostem času, ki boste lahko razmišljali med meditacijo ali pa med delanjem filane paprike. Čau, čau! Se vidimo v naslednjem videu.